Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav z Bonifike. To je stadion, kjer se bo začela nova sezona Prve lige Telemach. Koprčani ne skrivajo visokih ambicij, po lanskem drugem mestu in pokalnem naslovu si želijo v tej sezoni vse skupaj morda še nadgraditi. Preverimo, kaj so nam povedali vsi v klubu. Ja, tako obiskali smo tudi Koper v prejšnji sezoni, pokalni naslov do konca sezone v boju za naslov. Trener Zoran Zeljković ima tudi v tej sezoni na voljo zares kvalitetne posameznike. Poglejmo pa, kako so na Bonifiki pripravljeni. Zoran, prisrčen pozdrav. Kako ste? Dobro, hvala. Ste se spočili? Ja, smo in verjamem, da smo tudi dobro pripravljeni za začetek sezone. V prejšnji sezoni fantastični rezultati, potem je zmanjkalo v tistih zadnjih dveh krogih, morda lahko rečemo pika na i, ampak pred sezono bi bili zelo zadovoljni z drugim mestom in pokalnim naslovom. Ja, res je, tako kot sem že velikokrat rekel, se pravi, cilj je bil, da nekako v 2 letih pridemo v evropska tekmovanja, nam je to že prvo leto ratalo in upam, da bo to zdaj stalnica. Koliko je morda to spremenilo vse skupaj v Kopru, koliko se je spremenil odnos fantov do nogometa za voljo teh rezultatov, za voljo tega, da ste že v Evropi? Ja, vse se spremeni, klub, hvala Bogu, raste, tako kot sem rekel, vse bo teže, ampak to smo vedeli, to smo hoteli in jaz se veselim osebno tega. Nekaj sprememb v kadru, to ste zagotovo lahko pričakovali, ampak tudi kar nekaj zares za slovenske razmere dobrih ukrepitev. Kako so se fantje vključili v vaš sistem? Ja, mislim, da bojo fantje rabili čas, ampak kvaliteto so že v naši ligi dokazali, tako da ne dvomim v to, da ko bojo malo bolje spoznali ekipo, da bojo naše ukrepitve. Ves čas se govori o Kopru, cilji so zdaj najvišji, da seveda ohranite to, kar ste. Kakšen pa je vaš cilj, morda glede igre? Se bo v Kopru kaj spremenilo? Zagotovo se bodo tudi nasprotniki drugače pripravljali na vas v tej sezoni, kot so se predvsem v prvem delu prejšnje sezone. Ja, iskreno povedam, z lanskoletni začetki so bili po moje malo lažji, noben ni pričakoval od Kopra veliko, tako da bo to sezono sigurno teže. Ampak to vemo in na to smo se pripravljali in verjamem, da bomo odreagirali tako, kot moramo. Morda nekaj vsaj o igri. Kakšna bo igra Kopra, hitra, potentna, še vedno tudi bazirala zelo na protinapadih ali se boste enostavno pripravljali na vsakega nasprotnika posebej in prilagajali taktiko? Jaz vedno govorim, da dobra ekipa mora znati igrati vse. Res je, da smo lansko leto večinoma igrali na protinapade, ampak proti koncu sezone smo imeli vedno več tudi posesti in pričakujem, da bo to sezono zelo podobno in tudi zaradi tega smo pripeljali nekatere igralce, ki so boljši v tem segmentu in verjamem, da lahko napredujemo. Koliko vas kot trenerja veseli, da je nekako okoli kluba vse mirno, vidimo, kaj se je dogajalo pri Olimpiji, koliko se je lažje pripraviti na nove izzive v takšnem okolju? Vsak rabi mir, sigurno, da je lažje, če je klub urejen in če so ti odnosi tako, kot morajo biti. Hvala Bogu, v Kopru s tem nimamo težav in upam, da bo tako tudi v bodoče. V zadnji sezoni do zadnjega kroga z Mariborom. Koga v tej sezoni pričakujete v bitki za vrh? Naša liga je nepredvidljiva, res težko koga bi favoriziral. Mislim, da bo tako kot lansko leto kar nekaj ekip se boril za vrh, ampak vseeno vedno nekako dajemo prednost Olimpija, Maribor, tudi zaradi števila navijačev so vedno nekako za mene favoriti. Verjamem, da bodo tudi to leto v vrhu. Zdaj, kdo bo pa prvi, jaz upam pa mi. Bo pa zagotovo sezona tako zanimiva, kot je bila prejšnja, ali morda še bolj? Se pravim, srčno upam, da bo, kajti zavedam se, da je to magnet za gledalce, ampak ne bom pa zameril, če bomo imeli 10 pik prednosti. Zoran, hvala za pogovor in srečno v novi sezoni. Enako. Ja, tako poglejmo še k novopečenemu športnemu direktorju. Ivica, lep pozdrav. Kako nekako poteka tale poletni del zdaj v novi vlogi?
Dobro, trenutno sem še vedno pomočnik športnega direktorja, ampak nič. Zaenkrat je vse super, poteka vse tako, kot sem si nekako tudi predstavljal. Že zadnje leto moje kariere nogometne sem nekako bil vpet v to delo, pomagal sem, kolikor sem lahko, ko nisem imel treningov, tako da nisem neki preveč presenečen z vsem delom, ki me je počakalo zdaj. In nič, zaenkrat se dobro kosam, tako da upam, da bo vse najlepše narediti. Za šport še je kaj časa? Pa trenutno smo govorili pred oddajo, da absolutno ni časa, zdaj še posebej, ko ta prestopni rok traja, res telefoni, potovanja, gor, dol, ne vem, toliko obveznosti, da praktično od zadnje tekme še nisem uspel skoraj nič rekreirati. Koliko je Koper bolj zanimiv zaradi zadnje sezone? Koliko se igralci ponujajo še več, naprimer, kot so se predtem? Pa veste, kako je, ko narediš nek dober rezultat, seveda, da potem je že celotna ekipa je v nekem drugem ogledalu, tako da tudi drugi fanti si želijo priti v tako močen Koper, kot je bil to leto. In res se dogaja, dosti igralcev se ponuja, ampak veste, kako je, mi v klubu imamo neko svojo filozofijo, neke svoje strategije, se držimo, tako da ko smo vsi skupaj za določeno okrepitev, vsi skupaj se usedemo, pa vsi skupaj to dobro podebatiramo in potem se odločimo za te neke nadaljne korake, tako da nič, mislim, da smo pripeljali kvaliteto in ne smemo zaspati na tem, kar smo naredili do sedaj, kajti vemo, da pač ne bo lahko za to novo sezono ponoviti vse to, nasprotniki se bodo verjetno tudi nekako bolj dodatno pripravili na Koper. Vemo, da Koper iz protinapadov je lani naredil dosti preglavic vsem ekipam, tako da pričakujem neko drugačno taktiko proti naši ekipi, ampak nič, mi smo tu, moramo biti pripravljeni in odgovoriti na vsak najboljši možen način. Oliver je ocenil nekako kvaliteto posameznikov, ki so prišli v okrepitev. Kakšna bi pa bila ocena vzdušja v ekipi? To je morda nekaj, kar lahko nekdanji kapetan najbolje oceni. Ja, mislim, da je vzdušje še vedno na istem nivoju, kot je bilo lani, kajti mislim, da nas je to nekako tudi najbolj krasilo, kajti res smo bili nekako kolektivno močni, dihali smo kot eno, tako da mislim, da to, kar vidim sedaj, kaj sem vpet sem na vsak trening, tu sem zraven fantov non-stop, debatiramo, pogovarjamo se, nismo več na tako nekem pristnem odnosu, kot sem bil do par mesecev nazaj, ampak to so fanti razumeli, so sprejeli tudi neko mojo novo vlogo, ampak še vedno imamo ta nek prijateljski odnos. Mislim, da je to na koncu tudi nek ključ do uspeha, kajti moramo biti nekako kolegijalni na tem nekem. Jaz vedno rečem, Koper je nekako familiaren klub. Mislim, moj oče gleda vse fanti, tako kot je gledal mene, tako da ni nobenih razlik od boljšega do slabšega. Za mene so vsi enaki in kdorkoli obleče ta koperski dres, mislim, da si ga zasluži in da garantiram, da da svoj maksimum za ta klub. Ivica, naj bo sezona polna uspehov, čim bolj zanimiva in pa hvala za vaš čas. Hvala tudi, hvala. Ja, še zadnji pogled v klubsko pisarno, zdaj še pri predsedniku. Kako ste preživeli odmor? Za vas vem, da ga ni bilo, za igralce je bil, ampak neka ocena tega poletnega dela zaenkrat? Vsi smo pričakovali, da bo to malo daljše trajalo, ampak kot vidite, teh 3-4 tedna je šlo tako hitro, da se človek niti ne zaveda. Prvenstvo je na vratih, jaz lahko povem samo to, da smo s prestopnim rokom zelo zadovoljni in glede na te prijateljske tekme odigrane sem prepričan, da bo Koper to leto še boljši, še močnejši in sem prepričan, da bomo, tako kot smo lani, spet krojili vrh slovenskega prvenstva. Vaš sin se je poslovil, bilo je zelo čustveno na tisti zadnji tekmi, zdaj je okrepil pisarniški del. Kako poteka pogovor med vama, vajino sodelovanje? Se je kaj spremenilo tudi v odnosu? Ne, Ivica živi za ta klub, zraven ima še Bogatinova, od katerega se lahko marsikaj nauči. Tu sem tudi jaz, ki sem dal marsikateri prestopni rok skozi, tako da mislim, da ima dobre učitelje in sem prepričan, da se bo hitro naučil in počasi prevzel vajeti prvega operativca kluba. Bili ste tik pod vrhom v prejšnji sezoni na koncu, pokalni naslov. Vsekakor, če bi se pogovarjali pred sezono, je to nekaj, kar bi takoj sprejeli.
Koliko vas je zdaj tisto drugo mesto motiviralo, da v tej sezoni še bolj odločno štartate, morda celo na naslov? Lejte, z doseženi smo v vsakem primeru zadovoljni, ampak glede na to, kako se je prvenstvo odvijalo, sem nezadovoljen in še zdaj sem prepričan, če bi bilo vse na nivoju, ki tega naša liga zasluži, bi Koper sigurno bil prvak. Ampak zdaj nimamo za čem več jokati, moramo se obrniti naprej in lani izgubljeno probati to leto vrniti nazaj. Super, najlepša hvala, srečno v novi sezoni. Hvala vam. Tako nadaljujemo z dnevom na Primorskem. Zdaj smo obiskali še Tabor iz Sežane, ki se bo v prvem krogu pomeril s Koprom. V moji družbi pa trener Dušan Kosič. Dušan, prisrčen pozdrav. Kako ste? Kako so potekale priprave na novo sezono? Dobrodošli. Priprave so, lahko rečemo, po načrtih potekajo. Zdaj, glavna stvar je, da ne pride do kakšnih poškodb in da fante probamo fizično pripraviti na napore, ki sledijo. Kako je bilo po koncu sezone, ko ste se obdržali v ligi z dvema fantastičnima tekmama, potem takoj na začetku priprav se je zadržala ta pozitivna energija pri fantih, ki so ostali v klubu? Ja, mi smo imeli na koncu prejšnje sezone v bistvu zelo dobro stanje, ravno na koncu, na teh zadnjih dveh tekmah. Uspeli smo ostati, vsi igralci, ki so to dosegli, ta cilj, da smo ostali v ligi. Im je klub pravzaprav hvaležen, da lahko naprej funkcioniramo. Seveda se je ekipa od teh zadnjih dveh tekem precej spremenila. Fantje, ki so imeli več izkušenj in dobro sezono za seboj, so si poiskali nove izzive, mi pa smo pred izzivom, da sestavimo novo ekipo, spremenjeno, ki bo konkurenčna. Najbolj se nekako zdi, da se bo poznal odhod Dina Stančiča, tudi srce Tabora, nagrada zanj v prejšnji sezoni. Najverjetneje boste tudi vi pogrešali takšnega igralca. Ja, vedno, trenerji pogrešamo igralce z učinkom. Dino je bil ravno tak, bil je zelo pomemben v tej naši igri, sliki igre v bistvu. Tako da, ja, ampak nogomet je živa materija, trenerji prihajajo, odhajajo, igralci ravno tako, tako da je zdaj neka nova zgodba in bomo probali sestaviti in poiskati podobne igralce in upam, da bomo imeli čim več igralcev podobnih Dinotu. Ko ste prišli v Tabor v prejšnji sezoni, so bili cilji visoki, tudi začeli ste odlično, potem tista črna luknja, lahko rečemo rezultatska. Kakšni so cilji v tej sezoni, kaj ste definirali s klubskim vodstvom? Ja, vsak športnik, vsak trener, vsak igralec želi biti ambiciozen. Torej, nisem še videl človeka, ki bi bil depresiven, pa ne bi želel zmagati, ne bi želel biti prvi. Vsi, ki začenjamo, želimo biti prvi, želimo nek uspeh doseči. Seveda je treba biti pa tudi realen, ne? In dostikrat se trenerji soočamo s tem, kaj je pravzaprav realnost in kaj je pravzaprav realna napoved. Da nimaš prevelikih pričakovanj, ker so potem tudi razočaranja velika. In mi smo lani seveda bili ambiciozni, nekaj časa nam je na začetku sploh kazalo, ampak zelo dobro. Ampak potem, ko pridejo seveda objektivne težave na igrišču, izven igrišča, se ti zgodba lahko hitro podrene in takrat je treba obdržati neke človeške odnose in poiskati rešitve. Včasih ne gre, včasih gre. Mi smo zelo veliko izgubljali lani tudi z menoj, s trenerjem, ki je bil mogoče 10 mesecev nazaj prvak in to je lepota nogometa. Torej, tudi jaz se razvijam s temi fanti, vsak dan se učim, v bistvu me oni učijo in skušam neke svoje izkušnje prenesti na fante in radi bi igrali konkurenčen nogomet z veliko dinamike, veliko teka, veliko konkretnosti. Seveda, da pa to dosežeš, je pa pomembno, da imaš fante, ki to želijo in pa nekaj sreče in pa čas, da selekcioniraš v bistvu ekipo, ki bo to sposobna delati. Omenili ste srečo, zdi se, da je v prejšnji sezoni na številnih tekmah sreča zapustila Tabor, predvsem na obračunih, naprimer tudi z Mariborom, Olimpijo, ko ste bili ne samo blizu točk, ampak blizu zmage, pa je potem šlo vse v napačno smer v zadnji četrtini tekme. Kaj lahko spremenite v tej sezoni, da do takšnih preobratov ne bi prihajalo tudi proti tistim klubom, ki se bodo borili za vrh? Ja, v prejšnji sezoni so nas redke ekipe nadigrale, da bi rekel, da si nismo mogoče tudi mi zaslužili. Rezultati so bili zelo tesni.
vsebina na igrišču pa ni bila tako slaba, ker če bi bilo vse tako slabo, verjetno tudi težko trener zaupa igralcem in igralci trenerju. Tako da ob vsakem porazu je lahko vsebina dobra na igrišču in ob vsaki zmagi je lahko mogoče trener včasih bolj zaskrbljen kot ob porazu. Tako da trening je živa materija, fantje se morajo dnevno dokazovati in minulo delo nič ne šteje pravzaprav, ne. Tudi od igralca, ki mi ima odličen učink, ne, Dinota Stančiča sva omenila, ko je pokazal, da zna, da zmore gor, se od njega to pričakuje tudi, da vsako tekmo se dokazuje in seveda, ko si enkrat to sposoben, greš lahko tudi na višji nivo, ne, in to je pravzaprav zelo enostavna matematika, fantje od minulega dela, tako kot trenerji, ne moramo živeti in treba pa imeti nek koncept in neko vizijo pravzaprav igre in nekega funkcioniranja kluba. Če se še zdaj za konec ozreva v prihajajočo sezono, najverjetneje bi bili zelo srečni, da si Tabor hitro zagotovi obstanek, kar se tiče matematike, potem pa bi tudi lažje sproščeno lovili nove točke. Kdo mislite, da bo tisti glavni kandidat v boju za dno, pa jasno, kateri klubi se bodo pojavljali v boju za vrh? Se jaz ne moremo oporekati temu, da Tabor je verjetno glavni kandidat za izpad. Po vseh, tudi medije, če malo spremljamo, tudi po igralskem kadru in po financah smo mi praktično na repu naše lige, ampak sam si upam trditi, da imamo neko drugo kvaliteto, kjer je valuta mogoče človeški odnosi, rad to poudarjam. Seveda, samo s človeškimi odnosi ne moreš biti konkurenčen močnejšim, bolj bogatim na koncu koncev ekipam, ki imajo boljše pogoje tudi za delo, ampak v športu so se že dogajale stvari, kjer igra 11 igralcev in če bomo poiskali kader, ki je sposoben konkurirati, znamo ponoviti prejšnjo sezono, kjer bomo konkurenčni, pa pravzaprav si želimo narediti korak več, da bomo to konkurenčnost tudi z rezultati dokazovali. Super, Dušan, najlepša hvala za pogovor. Želim vam vso srečo v novi sezoni, pa se tako ali tako vidimo na igriščih. Hvala tudi vam, hvala medijem, da nas spremljate in želim si samo, da bojo v prvi vrsti naši klubi zelo dobre uspehe v Evropi pokazali, ker je to pomembno za vse nas in seveda tudi vam medijem, da bomo imeli dobre, iskrene odnose. Super. S trenerjem smo se že pogovorili, poglejmo pa zdaj še v pisarne. Davor Škerjanc, kako je potekalo vse skupaj v tem prestopnem roku, ki sicer še traja, zagotovo veliko stresa. Sezona lani se je na koncu končala po vaših željah z obstankom, ampak bilo je pa kar naporno, predvsem v spomladanskem delu. Ja, bila je dokaj zahtevna sezona za nas, tako za igralce, kot za nas v pravi. Na srečo smo na koncu speljali po naših željah, oziroma tudi ta neka kvaliteta naše ekipe prišla do izraza v dodatnih kvalifikacijah in smo v bistvu to neko epizodo uspešno zaključili. Se je pa v bistvu takoj tudi pričakovano zgodil ta določen osip igralcev, nekateri fanti, ki so že dlje časa z nami, so si zaželeli novih izzivov in dejansko potem prihaja v tem obdobju zdaj do precejšnjih sprememb v ekipi. Prestopni rok še traja, praktično se je do dobro začel, tako da tudi naše kadrovanje bo trajalo še kar nekaj časa, tako da ne pričakujemo, da bomo v prvih krogih še optimalni, ampak nekje do konca avgusta, da se sestavimo kader po naših nekih željah in idejah in verjamem, da bomo, ko bo vse to skupaj zaključeno, imeli eno zelo konkurenčno ekipo. Tu se zdaj odpira kar nekaj vprašanj. Omenili ste, da boste skompletirali kader do konca prestopnega roka. Koliko se spremeni stanje na tržišču tam konec avgusta, ko morda tudi igralci, ki so nedosegljivi julija, nujno potrebujejo nove klube? Tudi vi računate takrat na kakšno izvenserijsko kvaliteto za Tabor? Ja, dejansko so te neke zakonitosti prestopnega trga takšne, da v posameznih obdobjih so določeni fantje lažje dosegljivi. In vsekakor proti koncu prestopnega roka so nekateri fantje, ki so imeli visoke apetite, bolj dostopni, mogoče tudi nekateri fantje na voljo za posojo. Ampak ne glede na to, mi dejansko se ne toliko fokusiramo na te stvari, ampak bolj na to, ali lahko dobimo neke fante, ki smo jih zaželeli in v katerem obdobju jih bomo dobili, odvisno od dogajanja na trgu. Se pa dogaja na trgu že zdaj tudi v vašo korist, kar se tiče Antoana Makumbuja, ki je šel lani v Maribor. Koliko vas veseli takšna uspešna zgodba, koliko je tu tudi neke potrditve za dobro delo Tabora?
Ja, absolutno, to je zelo lep signal tudi našega dela. Konec koncev mi smo tega fanta uveljavili nekje na naši sceni, potem z pristopom Maribor tudi zadovoljili neke naše potrebe za nadaljne funkcioniranje kluba. Pristop Antoana v tujino je pa še en dodaten znak in dodatna nagrada za delo tako nas kot absolutno tudi v Mariboru, ki so zaslužni za njegov nadaljni korak. Omenili ste spremenjen kader, koliko boste pogrešali Dina Stančiča? Ja, vsekakor je ne samo pri nas, ampak na splošno v svetu najti prave napadalce, ki bojo zabijali gole, izjemno težko. To so praktično najbolj iskani igralci. Dino je nam v prejšnji sezoni ravno to zagotovil, s to statistiko njegovo, z zadetki v bistvu konec koncev tudi v kvalifikacijah zagotovil obstanek. Poleg tega je Dino kot nek domač fant tudi predstavljal enega izmed teh liderjev ekipe. Tudi Dino si je po tej nadvse uspešni sezoni za njega zaželel novih izzivov. V klubu mu absolutno stojimo ob strani in želimo, da mu to tudi uspe, da si uspe poiskati nek uspešen angažma v tujini za nadaljno kariero. Kar bo tudi spet lep pokaz mogoče konec koncev tudi našega dela, kjer smo v bistvu fanta mogoče jeseni neke njegove kariere smo mu omogočili to, smo mu stali ob strani, verjeli v njega, na koncu se mu je ta sezona res odlično išla in to bo v bistvu za nasplošno tudi za naš klub, ampak za tudi neko zgodbo, ki jo lahko mlajšim fantom predstaviš, da nikoli ni prepozno za velike stvari. Ob koncu sezone smo se pogovarjali o dodatnih kvalifikacijah, tudi o stanju v klubu. Lahko zdaj kaj več razkrijete, koliko vam je že uspelo vse skupaj pripraviti za celo sezono, ki je pred nami? Ja, dejansko smo si vzeli malo več časa tudi z tega vidika. Želimo dobro urediti stvari za nazaj. Zaenkrat gre vse po planu, ki je bil, tako da ne vidim, da je bilo tukaj kakšne večje težave. Tudi zato mogoče malo kasneje zaključimo se skupaj kadrovanje, ker želimo najprej zaključiti eno epizodo in potem začeti novo. Se pravim, tukaj nam gre vse stvari, kakor je bilo načrtovano in verjamem, da bo zadeva šla tudi naprej, koliko more. Tudi investitorja ste našli, ki ste si ga želeli? Ne, mislim, z investitorji je tako. Težko verjeti, da bo v trenutno stanje v slovenskem nogometu nekdo prišel z zgolj čistimi nameni. Vidimo epizodo zdaj pri Olimpiji, ki nam ni v ponos slovenskemu nogometu. Ne želimo si takšne vrste investitorjev, takšnega vrste dogajanja, želimo si neko čisto zgodbo in ja, v tem trenutku je to težko dobiti. Slovenski nogomet ni ambient, ki bi ponujal povračilo vloženih stroškov potencialnim investitorjem oziroma v zelo redkih primerih. In to mogoče tudi ni magnet za neke investitorje, bomo rekel, s čistimi nameni. Tisti, ki pa nimajo čistih namenov, si pa ne želimo. Ja, dobro razmišljanje. Greva še na klubske cilje. Kako ste jih zastavili? Najverjetneje si želite hitro zagotoviti obstanek, pa potem nadaljevati zgodbo, kamor vas bo pač ponesla. V tem trenutku se ne obremenjujemo z temi vprašanji, recimo, to potem bolj za kasnejše obdobje. V tem trenutku želimo sestaviti eno mlado poletno ekipo. Naša ideja je, da bi čim več mladih slovenskih fantov poskušali sestaviti. Priznam, zelo težko, skoraj nemogoče, te fante težko dobiti, tudi z nekaterimi ostalimi klubi, ki se pogovarjamo za morebitne posoje ali karkoli, ne gre nekako skozi. Tako da že počasi pogledujemo spet proti tujini, proti tistem bazenu, ker nam je do zdaj pripeljal res kvalitetne fante in tam imamo možnost dobiti pač ogromno zelo dobrih fantov in tudi finančno ugodne, kot bi bili v Sloveniji. Tako da to ne pomeni, da smo obupali nad slovenskimi fanti, še vedno bomo poiskali za nekaj teh rešitev, neke fante, ampak je težko. Znotraj Slovenije se mi zdi, da tudi med klubi ne vlada dovolj te neke kolegijalnosti, da bi si skupaj razmišljali za neko dobro slovenskega nogometa, ampak vsak bolj ko ne razmišlja o neki svoji zgodbi in mi pa kot klub težko privabimo neke mlajše fante, tudi recimo neke fante v mladinski pogon še. Naša mladinska ekipa je še zaenkrat še v drugi ligi. Sicer si upamo verjeti, da bomo naslednjo sezono se prebili mogoče to prvo ligo, ki bo zaživela v novem formatu. Ampak ja, nekako nam je oteženo to delovanje z mladimi slovenskimi fanti. Tisti, ki so pokazali neke kvalitete, so že v svojih klubih dobro zasidrani oziroma mogoče tudi že v tujini, tako da iščemo tisto nišo par fantov, kot smo v preteklosti že uspeli, primer je Adri Zeljković, Tom Kljun, Alen Korošec, in če se nam kakšen tak fant pojavi, absolutno bomo skočili in ga bomo povabili v našo sredino.
Je pa res, da mogoče za popolniti ekipo na tistih mestih, ki so deficitarna, bomo pogledali tudi v tujino. Najlepša hvala za pogovor, želimo vam vso srečo v novi sezoni. Hvala. Tako, za prvi krog smo ogreti, videli ste, kaj so pripravili v Kopru in v Taboru za to sezono. Zdaj pa ostanite na Sportklubu, pred vami je prva tekma prvega kroga prve lige Telemach.